Atletski veterani so danes na štadionu Žak. Alma, zakaj gre? Kaj se dogaja danes tukaj? Danes je že drugi tekmovalni dan Evropskega veteranskega atletskega prvenstva. Mi smo se pa v tem dnevu pridružili s kampanjo za raznolikost proti diskriminaciji in tokrat temo diskriminacije obarvali na diskriminacijo na temelju starosti, ker smo pač pri veteranih. Nismo se pa osredotočili samo na diskriminacijo starejših, ampak tudi mladih, recimo, ker gre za diskriminacijo pri zaposlovanju, predvsem za iskalce prve zaposlitve. Kakšna se ti zdi, da je situacija pri nas v Sloveniji z športniki veterani? Jaz bi rekla, da z njihovimi besedami, tako ko se pogovarjam z njimi, na nek način imajo občutek, da nimajo enake veljave kot ta regularna tekmovanja, oziroma splošna tekmovanja. Meni se zdi, da je pač veteranski šport pomemben ne samo zaradi tekmovalnosti same, ampak da je to tak element življenja, ki dviguje kvaliteto v starosti. In če se potem pogleda po teh stezah, vsi ti športniki, ki se udeležujejo teh tekmovanj, oni so daleč bolj fit kot večina nas pred 30. Smo pa mi to povezali tudi nekako s temo odrivanja starejših ljudi iz aktivne populacije. V Sloveniji je situacija za starejše recimo zelo težka. Ti, ko se upokojiš, ne moreš biti več raziskovalec, ne moreš biti raziskovalnega denarja, zelo težko odpreš svoj SP ali pa da bi imel eno popoldansko ali pa da bi v stilu študentskega dela pač delo priložnostno. Tako da glede tega se mi zdi, da je težko. Drugače pa športni veterani, se mi zdi, da jim šport toliko da, da se imajo zelo fajn. No prav. Kam pa mi parirava? Na katero stezo lahko greva, recimo pri najnih letih? Mislim, da nismo še čisto veterani. Rekreativno se lahko sprehodiva enkrat čez, drugače pa par let treninga, pa še par let, pa bo v bistvu veteranke, ker veteran v športu si že po 35. Odtise puščam, a ni to dobro? Kakšne odtisi bo to? Svoje lastne odtise. Ker če ne puščaš nič za seboj, kot da te ni, ne? To je pa res. Ja. Ne sem zame, velja tudi zate, ampak tudi ti puščaš za seboj.